Jaz sem se pa ravnkar spomnil, da nimam bizarke. Pa kako nimaš v kampanji, jih je na tako by the minute. Ja, a veš, kaj še hojiš, da nimaš Da Latvije? nimam Latvije, ja, to je res. Litva, Latvija, Estonija. Ja. Ja. Eni gremo v Rigo, eni pa ne grejo. Ne. Dajmo hiter, glavna mesta, da slišimo, kdo ima prav. Tallinn, Vilna pa Riga. Ja, sam, kjer kam spada? Riga, Latvija, Vilna, Litva, Tallinn, Estonija. Kaj Do pa you want some Kaunas? more? Andraž, kaj pa Kaunas? Je pa za Olimpijo. Pa, košarkarska prestolnica Litve. Res je, žalgirijski iz Kaunasa. Ej, eno pripombo smo dobili, se je bila samo ena, ampak vsem, da smo čist predolgi na začetku, ampak jaz sem to vzela kot kompliment, češ toliko je še vse zapovedati, dajte rajš še več o, ne vem, ne toliko o 80-letnici D-Daya, ne, recimo, Ja, to je res. ampak več o drugih stvarih. Ma kdo kaj na začetku zapovedati, kar moramo vedeti, preden nadaljujemo? Pa ne bo predolg. Ma kdo kakšno razodetje? Jaz sem nekaj imel, pa sem pozabil, tako da gremo naprej. Jaz bi kar štartal. Pa ne zato, ker ne, si ne bi imel kaj zapovedati, ampak ker se nam mudi. Tudi zaradi tega, ker je volilni molk, ne, To je moramo res, to je res, paziti. to je res. A cifr pa noš povedala? Kakšne cifre spet? Ja, bizarke. Bizarko sem zmagala jaz, no, oziroma Pogačar. Gladko, slabih 40%. Tokrat glasovi po pošti niso bili odločilni, ste pa vsi ostali na tako rekoč skoraj drugem mestu, zelo skupaj. Od tega, da kdor ne skače, ni Slovenc, do naci Pokemonov na Zoomu in vrečko ChatGPT. Ja, zdaj se me spomnila, kaj sem hotel povedati. Naci Pokemona na Zoomu, to je copyright Jaha Močnik na Mastodonu. Jaz sem se zmedel prejšnjič, nisem ustrezno atribuiral in se posipam s pepelom in grem klečati na Ajdo. In si jih skratka slišal, tako da ok, zdaj kljukca Štefi pa narejena. 10 evrov, ki si rekla, da si zmagala bizarko. Je pa to nalašč, tako rečem, tako kot rečemo počitnica pa volitva. 10 evrov. Mislim, to je edini reden vir financiranja tega podcasta, shit. poleg donacij, za katere smo vam vsakič sproti in vedno znova hvaležni. Dober, ok, sej tudi to moramo okrepiti. Prav, jaz bi sam to rekla, no, če bi želeli okrepiti proračun LDGD-ja, bomo zelo veseli donacij in investicij s pripisom seveda za LDGD. Podatki so vsi na spletni strani Metine liste, omogočamo prek TRR-ja in prek PayPala in vsi v en glas kličemo hvala. Pred nami je častna naloga. Meni je včasih nenavadno, kako novinci v politiki kar naenkrat postanejo sami sebi namen. Moja naloga in dolžnost je, da se oglašam ob takšnih situacijah. Mislim, lažje držati za lopato, moram reči. Diskurs, ki ga slišimo danes, je šovinističen. Mogoče si tudi zaradi zahtevnega poslovnika in statuta malo zakompliciramo življenje, ampak takšni smo. To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. To so vsi koraki v smeri večjega socializma. Palestina je spet v tem tednu, čeprav smo jo obravnavali, se mi zdi, v vsaki oddaji od marca dalje. Potem pa imamo danes tudi, Antiša, že čutim. To je LDGD podcast, ki Štefi, ni čisto v formi danes. resno. Ja. Veš kaj, jaz sem tudi vse hočem preskočiti in tako jeti na vsebino, pol pa pozabljam na osnove. Torej, poslušate LDGD. A smo mi prvi političen podcast ali ne? Ne. Vas jaz vprašam, nismo, ne? Ne, kdo pa je bil pred nami? Ne vem, Andraž? Ne vem, zanj je nekdo rekel, mislim, da je Pavlica napisal, da mi, ker je nekdo drug rekel, da smo, ne mi sami, in je potem na Twitterju napisal. Ne, to je bilo pa vprašanje Okay. Metinga čaja, ker sva praznovala 10-11 let, ampak ki seveda ni bil prvi podcast, ker se je s podcasti dolgo predtem že Jonas ukvarjal. Tako da ja, to je bilo to. Ampak ker se pa politični podcast tiče, zdaj tako, ne, mogoče nismo prvi, ker ne vemo, ne, smo pa prosto po Janši najlepši. Če pa nismo prvi, bomo pa zamenjali platformo, tako kot grošelj. Če nismo prvi, v glavnem- bomo pa zadnji. LDGD je podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno, še posebej ne politike, z vami pa
Aljaž Pengal-Bitenc, Radio Kaos, privatnik Antiša Korjan in Andraž Zorko Valikon ter Nataša Briški-Metina Lista. Na dnevnem redu pa tokrat, torej Palestina, ne prvič v zadnjih 3 mesecih se mi zdi, da skoraj ni bilo epizode, ko ne bi o Palestini in pa nekaj, kar že zdaj vem, da je Antiša prav gotov v hudih škripcih, ker tega ne mara, ampak vsak od nas bo pač naštel 9 imen in napovedal udeležbo, pa da vidimo, kje smo. Škripci škripajo, zelo glasno škripci škripajo. Bomo, ta paket EU pa predlagam mogoče za začetek, da začnemo, če ima kdo kaj za povedati na temo Palestine. Skratka, ta teden je bilo znova zelo živahno. Potem, ko smo bili v skupini najprej Španija, Malta, Irska, se je zgodilo naslednje. V skupini se nismo znašli, potem pa smo napovedali na enem od kako se reče, sestankov vladnih, da bo do priznanja prišlo, samo što nije. Potem pa je v ponedeljek ta teden presenetil SDS s sklicem enega referenduma in potem v razpravi odpoklicem in novim poklicem in proceduralnimi mahinacijami. Skratka, Slovenija je priznala Palestino, 32 od 53 navzočih poslancev je glasovalo za to, opozicija je to izredno sejo obstruirala, Slovenija pa postala 147. članica Združenih narodov, ki je priznala Palestino. Kljub temu, Andraž, da je, kot je slišati, javno mnenje vendarle v prid Palestini, pa težko rečemo, da so vsi zadovoljni s tem, kar se je zgodilo. Kaj želi kdo v kontekstu Palestine povedati? Aljaž, recimo, ti nikoli ne štartaš. Ja, predvsem to, da bolj ko se je približevala ura oziroma akt priznanja, ne, manj je bilo to o Palestini in več je bilo to o PR blicih, soundbitih, o tem, kdo bo boljši spadal na televiziji 3 dni pred volitvami. In to, ne, čeprav se sam zelo izogibam teh vsisoistizmov, pa tukaj mislim, da ga res ni, ki bi imel, da rečem, čisto vest. Še najbolj se mi zdi, da so na račun prišli kakšni stari LDS-ovci, ki so hoteli že leta 88 priznati Palestino ali pa pač takrat enkrat, pa nikoli do tega niso prišli iz teh ali onih realpolitičnih razlogov. Vse ostalo pa moram reči, da pušča dosti grenak priokus v ustih. In seveda to, kar je SDS delala za temi referendumskimi manevri. Če se sprašujete, zakaj ne moramo imeti lepih reči in direktne demokracije, je to zato. Po drugi strani pa tudi to, kar je bila na nek način prisiljena, oziroma kar se je tokrat upala narediti vladna večina z tem poslovniškim manevrom, ki je bil še vedno sicer v gabaritih poslovnika, bi bil pa jaz dosti bolj zadovoljen, se ne da sem kle nek faktor, ampak bi bil vendarle dosti bolj zadovoljen, če tega ne bi bilo in če bi stvari ostale take, kot so bile. Tako da, je vse skupaj, se mi zdi, zelo taka klasična slovenska švafu varianta, kjer na koncu smo nekam prišli, ni bilo pa lepo, pa skregali smo se, pa dlje trajali, kot smo mislili. Skratka, tipično slovensko, ne? Ja, mislim, zelo tako v resnici. A veš, kaj sem se spomnil? Ne vem, če pač starejša gospoda tukaj se boste spomnila, ko smo uveljavljali lastno valuto. A veš, ta veliki moment državnosti, ne? Na koncu je bilo ob enih zjutraj, so rekli, ajde pa naj bo spomenkin predlog, zato ker se dejansko niso mogli zmeniti, ker na koncu je bilo dejansko samo odvisno od tega, čigava bo prevladala, ne pa kaj se mi tukaj v resnici gre. A ni bilo podobno tudi zastavo, pa potem narobe obrnenim grbom na razglasitvi samostojnosti? Vse. Tako, vzemi akt državnosti, ki ga je ta država, pač, katerikoli poslanci so ga kadarkoli se lotili, in vedno je bilo na koncu nekaj na pol, pa tako. Aljaž, ti si tako en tak paradoks si tukaj opisal, ki se mi zdi kar fino, ne? Da si ga namreč. To, da je tako v Sloveniji se je za potrebe seveda notranje političnega boja
smo naenkrat odkrili svet okrog sebe. Kar naenkrat je v Sloveniji vzniknil interes za dogajanje v svetu, za dogajanje okrog nas. Ne. Zelo močno je politika se polarizirala, spet zelo slovensko, ne, okrog enega vprašanja, potem je pa cela zadeva skoraj padla na poslovniških določilih, ki si jih tudi zelo različno razlagamo, kar se mi zdi kar zabavno. Ne. Kar se pa tiče tega na novo vzniklega interesa za svetovne zadeve, jaz zdaj seveda pričakujem dovolj močan glas Slovenije, recimo v vprašanju Tajvana in podobno, ne, se pravi ob vprašanjih, ki so resnično relevantna v svetu. In vsi znalci, ki smo bili ali pa so bili zdaj zelo glasni okrog vprašanja Palestine, ki je bilo seveda v največji možni meri zreducirano na nivo kulturnega boja, čemur smo pričali v Sloveniji zadnjih 30 let, da bodo imeli enako kvalificirana, močna in obvezujoča mnenja tudi o drugih mednarodno-pravnih ali pa mednarodno-političnih zadevah. Vse jih ni toliko zelo malo. Andraž? Mislim, nimam kaj več dodati, no. Mislim, da je Aljaž jasno in lepo nakazal, kaj je bil tle problem, da po vseh teh letih so priznali potem Palestino. Glej ga zlomka par dni pred volitvami, da je šlo pač in kup stvari narobe, da je tudi ustavni pravnik Rajko Pirnat opozoril, da sta in koalicija in opozicija tle stvari počeli malo po svoje. Ne, če je ustavni pravnik. Prosti, ni sicer ustavni pravnik, ima pa kar močen pojem. Ni sicer čisto natančen, ampak je močen. Ja. No, v glavnem, je pa zelo jasno povedal, ne? In da se ne moramo pač izogniti občutku, da je zadeva spet politizirana do konca. Ne? Jaz se pa spomnim še tistega očitka, ki je nekdo rekel, pa sej, ne, Palestina je že Jugoslavija priznala leta 1988, če se ne motim. In če smo mi pravni nasledniki, zakaj smo še enkrat priznavali, oziroma a smo, to me popravite, če se motim, a smo mi morda po osamosvojitvi vse države tega sveta na novo priznali. Pa jaz odgovor, sam da ga najdem, namreč fora, jaz sem tudi mislil točno to, kar si zdaj rekel, ne, once upon a time, ampak mislim, da ni šlo za to, ker je, da moram pa najdeti. No, ti poišč, ne, tako da na konc dneva, ne, smo res tam, ko lahko rečeš, da je stvar spolitizirana bila do konca, ne, in pušča zelo granak priokus. Čudi me na eni strani seveda država, ki je nastala na podoben način, ki je čakala nervozno, kdo vse bo priznal v tistih dnevih oziroma mesecih po osamosvojitveni vojni, da nimamo mogoče malo več posluha, zakaj je bilo recimo toliko več navdušenja pri Kataloniji in tako naprej. V glavnem, kot sta že sogovornika omenila, slabo. Aljaž, si že našel, lahko jaz kakšen stavek? No, ti dej stavek, jaz ti bom pa vmes najdel, ker našel sem blog post, nisem pa našel še tistega dela. Okay. Ne, jaz bi rekla, da sigurno je bilo to tako zelo zgodovinsko pomembno in pogumno dejanje, ampak način, na kjer ga je vse skupaj narejeno, od cincanja albumov v skupini, do izjav, kako zdaj nabiramo drugo veliko skupino, do te solo akcije, pač pušča, tako kot ste vsi rekli, grenak priokus. Jaz mislim, da se absolutno ne bi nič zgodilo brez obsežnega pritiska na premierja Goloba, od javnega mnenja do izjav predsednice države. Fajon se je borila kot levinja, vse bolj grozljivi posnetki iz Gaze, zaradi česar so se pa proti Izraelu in Netanjahuju obrača vse več držav. Celo od tesne zaveznice ZDA stvari, kakršne tam še pol leta nazaj ne bi rekli, jih zdaj govorijo, tehtnico je verjetno. Ja, ZDA imajo volitve čez pol leta, mislim, da je to glavni razlog, zakaj se obračajo proti Vsi smo Izraelu. non-stop v volitvah in to je problem politike danes, da nimaš ti več vizionarjev in politikov, ampak imaš ljudi, ki se obračajo od ankete do ankete in od enih volitev do drugih volitev in ne vidijo par let naprej. Tehtnico verjetno prevesil pri nas sentiment javnega mnenja, ki je v Sloveniji kakršen je. Zdaj, koliko so pri tem igrale, kar obtožujejo Gibanje Svoboda in premierja bližnje EU volitve, češ da je to za potrebe nabiranja novih glasov, to težko rečem, ker se meni osebno zdi, da GS to cincanje bolj škodilo kot koristilo. Ampak lahko se tudi motim. Izvoli, Aljaž. No, skratka, tehnično pojasnilo.
Akt priznanja načeloma ni mednarodni sporazum, ergo ga ne moreš naslediti, ne, tako kot je Slovenija nasledila jugoslovanske mednarodne sporazume. Ergo je bil tehnični akt priznanja potreben. Je pa seveda tudi res, to pa mislim, da je tudi nekdo omenil, da je Slovenija, potem ko je postala prvič predstojoča EU, je vzpostavila predstavništvo v Ramali, skratka diplomatski odnošaji so že bili, niso bili pa na najvišji ravni in to je to, kar se zdaj dogaja. Si rekel diplomatski odnošaj. Ja, zadnje čase imam rad te urinjene n-je. Ja, slovenščino iz 40 let, veš, pa telefonično sta se dogovarjali. To. Ampak pa moram še dve vprašanji tle postaviti. Ne. A je bila poleg Palestine še kakšna država priznana za časa ranke Jugoslavije, pa bi jo tudi morali še enkrat zaradi tega istega razloga priznati? In ker Slovenija ni nikoli prej obstajala, a ne bi morali pravzaprav res pol vseh držav od začetka? Začnimo s sosedami ali pa ne vem, Švedsko mi pride na pamet, ne vem zakaj. No, jasne, sej smo, ne, pač mi smo v hipu, ko se diplomatski odnosi grejo v dve smeri, ne. Se pravi, v hipu, ko je nas Avstrija priznala, smo seveda tudi mi priznali Avstrijo, da tako rečem, ne, ker za to gre, ne, ali ti sprejmeš od poslanca iz druge države kot legitimnega in legalnega predstavnika nje. No, Palestina je priznala Slovenijo 92. Ja, no, ampak Slovenija pa seveda ni, ne. Torej, tukaj ta dvosmernost ni bila vzpostavljena. Ne. In zdaj so se pač te akreditivi, včeraj je Tanja Fajon sprejela akreditive veleposlanika Palestine v Sloveniji, pač mu priznala status veleposlanika in to je to. Dobro, po mojem lahko potegnemo črto pod to. Slovenija je torej 147. članica Združenih narodov, ki je priznala Palestino. V kolikšni meri bo igrala vlogo na EU volitvah, pa mogoče vidimo po kakšnih raziskavah, ki bodo sledile. Zdaj pa, gospodje, EU volitve. Najprej, zadnji teden je postregel seveda z obiljem novih soočenj, bodisi 1-1, bodisi to, kar smo gledali v ponedeljek na Pop TV-ju ali v četrtek, kot bo na RTV-ju, pa tudi na radijih. Antiša, kdo je po tvojem v zadnjem tednu, ko je šprint na sporedu, najboljš izkoristil svoj čas, pridobil ali pa mogoče izgubil? Naj razmisli. Zgubili smo vsi. Največ je predobil, mogoče to bom osamljen v tem mnenju, ampak jaz mislim, tako kot sem gledal Železniški muzej na Pop TV, ne? Jaz mislim, da je tam Zoran Stevanovič razturil. To ne pomeni... Jaz sem mislil, da boš rekel, da je Železniški muzej največ pridobil. Ne, torej, disclaimer, ne, daleč od tega, da bi se jaz strinjal s tem, kar on dela, ne. Ampak, oziroma kar govori, kar zastopa in tako naprej, daleč od tega. Se mi pa zdi, da je prostor, ki mu je bil odmerjen, izkoristil, se mi zdi tako, najbolj za namene, ki jih po mojem ima. Se pravi, a bo on šel noter ali ne bo šel noter na evropskih volitvah, potem se lahko pogovarjamo. Mislim pa, da s tem, kot dela, obstaja resna nevarnost, namenoma sem uporabil ta izraz, obstaja resna nevarnost, da ga dobimo v državni zbor na naslednjih državnozborskih volitvah. Zato, ker je ta on zelo po preprosti vse še tako zapletene teme poenostavi, jih naredi preproste in seveda ima ustrezno preproste rešitve za vse, kar nas stare. In to je jezik, ki ga se bojim množice želijo slišati, ker ni dobro. Ampak ta strah je obstajal že pred prejšnjimi državnozborskimi volitvami, ker vemo, seveda je tudi resnica, kot mnoga katera druga, padla za svobodo. Ne? Je pa nekaj res, ne? Vsi ti volivci, ki bi sicer mogoče aprila podprli resnico, so šli in podprli Gibanje Svoboda, ker je nosilo v imenu liste oziroma stranke njihovo glavno geslo iz tako imenovanih srednjih protestov. Še enkrat bom poudaril, ne, ljudje, ki načeloma podpirajo ali pa so bolj dovzetni za način in stališča, kot jih podaja Zoran Stevanovič, so ljudje, ki se ne udeležujejo volitev. In kjerkoli raziskave od takrat naprej, ko je resnica not, kaže na to, da bolj, ko gremo stran od verjetnosti udeležbe, bolj ta njihova podpora narašča.
kaj se lahko zgodi, da se to obrne, se pravi, mora biti en resen moment nekega gneva, upora, da ti ljudje dejansko pridejo na volišče v nedeljo. In jaz nisem tako prepričan, da je ta strah upravičen, ker čez 2 leti bo scena spet malo drugačna, bomo videli, a bo Logar svojo novo stranko ali ne bo, a se bo pojavil nek nov obraz, a se ne bo, v kakšnem kondiciji bo takrat gibanje in SD in Levica in tako naprej. Tako da jaz mislim, da je to vendarle malo pretiravanje. Je pa res, da marsikateri mediji pa prispevajo k popularizaciji te stranke z različnimi, tudi senzacionalističnimi naslovi, kot naprimer resnici manjka samo še 2000 glasov, da pride v Evropski parlament, kar je bila res orang pretirana spet interpretacija raziskave, ki se ne bi smela zgoditi, po mojem mnenju. Ok, Andraž, oprosti, sam to. Je pa to res, a veš, da imaš element volilnega sistema, ker je tukaj imamo čistega proporcionalnega, kar pomeni, da čist vsak glas, ki bo šel v resnici, bo štel. Bo šel pač, ker na državnozborskih je zelo vprašanje kvalitete kandidata, izvoljivost okraja in tako naprej. Jaz govorim o tem, da so izhajali iz podatka izmerjenega na celotnem vzorcu, ki ne upošteva dejstva, da podporniki resnice praviloma ne volijo. Če ti gledaš celotno vzorec, je rezultat drugačen, kot če gledaš unije, ki pravijo, da bodo zagotovo volili. Druga stvar, da računaš tako natančno, na take decimalke, da rečeš 2000 glasov manjka, bi mogel imeti spet prekleto večji vzorec, da bi lahko prišel do takega zaključka. In ko si že to omenil, na koncu vsak glas šteje, kaj se pa lahko zgodi, da se pa vendarle res s pomočjo teh, bom rekel, kar mobilizacij, na nek način njihovih volivcev, pripeti sledeče, da dobi resnica ravno toliko glasov več kot naprimer kakšen NSI ali pa SLS in na koncu vsi skupaj ostanejo izven. Da se prag toliko dvigne. Tako, to bi se potegnilo zgoditi. Dobro, da ne bomo samo o resnici. Še preveč govorimo o tem. Naša častna naloga je, da naštejemo 9 ljudi, ki bodo po našem mnenju prišli v parlament. Evropski. In zdaj z Andražem sva Antiši zdaj dala toliko časa, da je Antiša gotovo najdu 9 ljudi. Tako da, pa če še nisi, pa hiter zdaj prepiš domačo nalogo, preden prideš na vrsto, tako da Štefi, prva si. Sam toliko v zapisnik, gospodje že 2 dni vejo, da bomo vprašali. Domača naloga je bila izdana pravočasno, ampak kot vedno se je vedno dela tik pred zdajci. Halo. Jaz mislim, da bi mogli to pravilno poimenovati. Stvari treba pravilno poimenovati. To ni domača naloga, to je bil dekret. Kako to misliš, dekret? Toliko smo mi demokratični. Ti si nam ukazala, da moramo to narediti. To je bila sprememba poslovnika, ne se dekle. A je kdo se oglasil, da bi kako drugače? Ja, sej, vidiš. Dajmo, pač ne. Speak now or keep your peace forever. Štefi, dajmo. Tako. Štefi je, takole bo rekla, seveda je kar nekaj vprašanj, ampak ker igramo na zmago, bomo tudi malo tvegali. Skratka, jaz bi recimo rekla, glede na številke, ki jih malo spremljam, malo tveganja gor dol, od SDS-a 4. Ne boš začela z udeležbo? Lahko tudi z udeležbo, recimo, da 37,42. 42, ko sem nekako mogla uturiti noter, ker da bi štartala z 42, se mi zdi malo previsoka. Definitivno bo višja kot kdajkoli v zgodovini evropskih volitev, ne bo pa spektakularna. Jaz sem v sredo šla že na predčasne volitve, moje volišče je v Kočevju. In gospe so mi rekle, da je kar skozi polno in ferker, da kar nekaj ljudi je prišlo. Jaz ne vem, koliko je to povezano, ker imamo kandidata, ki prihaja iz Kočevja, gotovo nekaj že, ampak vsekakor verjamem, da bo tokrat res konkretno boljša udeležba. No, tudi prvi dan nasploh na državni ravni je bila udeležba na predčasnih bistveno večja kot pred. Ok, dajmo, cifre. Sam to moram nujno povedati, to so resne stvari. Ne bi prideš na vrsto, Ko priješ na vrsto, dejansko se nekaj vtika. Toliko o dekretih in o avtoritarnosti vodenja tega podcasta. 37,42, potem pa 4 za SDS, Tomc, Zver, Hojs in recimo, da Tomašič, ker sem jo poslušal zelo veliko videvala in se mi zdi, da jo je SDS kar pušal. Potem imam težavo pri GS-ju, ampak 2, definitivno Joveva, potem pa sem gruntala, ker preferenčni glasovi.
tega, ki je na drugem mestu, Graha, nisem zares videla nikjer. Tako da grem recimo z drugim mandatom k Šarcu, potem Prebilič, Vesna in od NSI-ja Tonin. Se mi zdi, da nismo tam, kjer smo bili leta nazaj, da gospa Ljudmila Novak počasi odhaja v penzijo, da nima več tiste energije, da bi se to še šla. In pri SD-ju prednost glede na videno, spremljeno bi rekla, da tokrat Nemec in da se mogoče ne bo ponovilo, kar se je pred 5 leti, ko je bil Nemec takrat na drugem mestu, pa ga je iz zadnjega prehitel na presenečenje mnogih in njiju obeh samih Brglez. Torej, Zver, Hojs, Tomašič, Tomc, Jove Vašarec, Prebilič, Nemec, Tonin. Naslednji, prosim. Se bom kar preklopil in začel najprej z repliko, ker se mi zdi nujno povedati, da če bi kdo hotel sklepati iz udeležbe predčasnih včeraj, da najprej počakajmo še danes pa jutri, ne, oziroma včeraj še ne vemo, ja. Prvi dan je bil torek, pravzaprav, ne. Skratka, ponavadi smo iz teh kvocijentov že lahko malo ocenjevali, kakšna bo udeležba, ne. Ta kvocient je bil prvi dan predčasnih res visok, ampak dajmo se spomniti, da predčasne volitve so postale popularne, da tako rečem, z referendumom o vodah julija 2021 in ni zdaj mogoče to najboljše merilo, ta primerjava na 5 let prej, sploh ker je šlo za evropske volitve, ki so bile takrat res zadnja briga volivcev. Tako da jaz bi tlele kar nadaljeval, Nataša, ker gremo na 2 decimalki po dekretu, bi rekel 38,35 udeležba na evropskih in opozoril, da bomo mogli paziti, ker bo imel vsak referendum in volitve bo imel svojo udeležbo. Lepa, bravo, skupaj, to je treba še paziti in ne povedujemo udeležbo za evropske volitve. Tako, lahko, da bo na kakšnem referendumu višja, to bi si upal napovedati. Drugač pa v bistvu je tole, kar si ti, Nataša, povedala, najbolj verjetni scenarij, ki bi ga samo malenkostno popravil, preden ga podpišem, in sicer bi pri GS ne Šarec, ampak Maša Kociper, se mi zdi kandidatka za preferenčni glas in za drugo poslansko mesto. Ostalo pa v resnici sem takega mnenja kot ti, tako da ne bom nič še enkrat. Z imeni, vred. Okay. Tako, vse isto sam Kociper na Šarec, ampak poudarjam, to je najbolj verjetni scenarij. Ne, saj rečemo, ni kaj kdo hoče, kaj kdo želi, ampak pač. To je napoved delamo, ne? Ja, napoved. Ja, zmagovalec tako, potem dobro, potuje v Latvijo. Zdaj pa, ker sem pa nekaj časa si prihranil, nisem našteval vsega še enkrat, bi pa dodal še, da obstaja pa še en scenarij oziroma možen razplet dogodkov, ki je prej omenjeni, da se zgodi mobilizacija. Na eno stvar treba nujno opozoriti, vendarle smo resen političen podcast. Jaz menim, da je SLS v anketah podcenjena iz različnih vzgibov, to so izkušnje, ki jih imamo pač nekaj let že. Ta bi lahko vsegel više, kot kažejo ankete. In seveda, vse to, kar se veste pomp, ki se dogaja okrog resnice, bi tudi lahko prispeval k temu, kar sem premenil, da bi resnica dobila nekaj več glasov. Bi se teoretično lahko zgodilo, da na koncu ostanejo zunaj in NSI in SLS in resnica, in to bo šlo seveda na račun Gibanja Svobode, oni bodo dobili pol 3. mandat. To je pa pol tista napoved, ki jo je objavil, ko si rekel, senzacionalistični Politiko, Daj mir, a boš ti, Antiša, si ti že? Ja, bolj ko ne, ja. No, prav, ti damo še, da urediš zapiske, ne? Hočeš povedati svoje, ne? Tako. Izvoli. Skratka, ja, moja napoved je pa v bistvu, Andraž je že omenil, včeraj je evropski politični tabloid Politiko izdal svojo napoved, sicer je imela en kup enih kaveatov, ki pravi, da ne v primeru Slovenije pač ne more upoštevati preferenčnih glasov itd. Ampak ker se ta napoved nekako sovpada z mojo oceno stanja, bom iz nje izhajal. In skratka, moja napoved za evropske volitve je udeležba 41,02%. Štef je rekla 2 decimalke, 2 decimalke je dobila. Potem pa, tako kot pravi Politiko, oziroma ne, malo drugače, Politiko napoveduje SDS 4, jaz mu napovedujem 3. In sicer Tomc, Zver in Gizmo. Potem Gibanje Svoboda, tako kot Politiko, jaz napovedujem 3.
in sicer Juveva, Grah pa Brežan iz zadnjega mesta. SD Nemec, zato ker se mi zdi, da je stranka vendarle koagulirala okoli tega, da je pač treba Nemcu dati politično prihodnost. NSI Tonin, kar bo potem zanimivo za vodstvo te stranke v naslednjih 2 letih. In pa, žali bog, Stevanovič, mislim, da je izkoristil, koliko je Ante še opisal, gužvo v železničarskem muzeju. Tista je bila kar katastrofa. In tudi zaradi načina vodenja in Stevo je tukaj pač prečka se je toliko spustila, da jo lahko še Stevo preplezal. Tako da mislim, da je to. A sem še kaj pozabil? Ne, evo, to je moja napoved. Pač evo, Vladimir Prebilič, jaz mislim, da je žal bil precenjen. In da na koncu, da ne bo ratal. Me pa zanima, če pa čist pač sprejemam dejstvo, ali pa možnost, da se motim. Drzna napoved, drzna. Hvala. Dobro, in evo, kar se tiče volilne udeležbe, jaz dopuščam, da smo precenili navdušenje javnosti na tem, da gredo na volitve, tako da jaz bi se ustavil tam nekje na 35, recimo 36. Na 2 decimalke smo rekli. Ja, se je. 35,36. 35,36. Ok, v redu. Kar se pa rekel imen, tiče, imam pa tako, nekaj dilem imam, ki jih bom orisal v nadaljevanju ekspozeja. Torej, kar se tiče SDS-a, jaz bi rekel Romana Tomc, Milan Zver in Aleš Hojs. Kako dobra novica je to, odločimo se sami. Kar se tiče Gibanja Svoboda, bi se izpostavila prva dilema. Torej, Irena Joveva zelo verjetno oziroma gotovo, glede na to, da je nosilka. Potem pa za drugo mesto jaz bi dal Gibanju Svoboda, napovedal 2 mesti v Evropskem parlamentu, bi pa za njihov, in sicer med državnim sekretarjem Vovkom in obrambnim ministrom Marjanom Šarcem. Oba sta se v zadnjem obdobju, torej Marjan Šarec že potem, da je obrambni minister, Vovk ob vprašanju Palestine, sta kar izpostavljena v javnosti, tako da če se vprašamo, ali je Matej Grah tisti, ki lahko uspešneje nagovori z drugega mesta, potem bi bil moj odgovor ne, tako da mislim, da bodo tukaj v igri preferenčni glasovi. Kar se tiče Čakaj, srce, kaj preferenčni? Kdo zdaj? Volk? Volk ali Šarec, mislim, eden od teh dveh. To lahko tudi jaz, udeležba bo med 25 in 35. Eni od teh 4 bojo. What the fuck? Dobro je, potem rečem Šarec, Marjan Šarec. Pri Gibanju Svoboda Irena Joveva in Marjan Šarec. Pri SD-ju bi rekel, da bo to gotovo Matjaž Nemec. Ponovno dilema glede drugega oziroma druge. Na drugem mestu kandidatne liste je Mojca Kleva Kekuš, ki pa jo nekako ne vidim v zadnjem obdobju, tako da dopuščajmo možnost, da bo torej drugi poslanec, da bo Milan Brglez obstoječi. A SD-ju ti 2 napoveduješ? Recimo, Okay. Da bo to sedanji aktualni europoslanec in nedavni kandidat za predsednika socialnih demokratov Milan Brglez, ki je sicer, kot sem bral, mislim, da v Delu že na FDV sporočil, da se bo reaktiviral v pedagoškem procesu, se pravi, tudi sam ni najbolj prepričan v to. Ampak, recimo, Potem smo pa pri tretji dilemi, to pa je ali bo to Vladimir Prebilič, ali bo to Stevo, ali bo to v imenu SLS-a profesor Gregorčič. Tukaj pa pri najboljši volji si ne upam zatrditi, ampak recimo, da bom rekel, da po tistem, kar sem videl,
da bi vendarle to moral biti, no, tako bom rekel, ne, da bi to moral biti, Nataša, kdo? Ja, Stevo. Ne. Vladimir Prebilič, si ali nisi izkočil, ja. Zanimivo, ker si omenil o GS-ju ali Šarec ali Volk. Ta Volk se je veliko omenjal v zadnje čase v medijih, kar je najbolj hecno, ne, kot v kontekstu priznanja, je pa bil eden od tistih elementov, ki so aktivno, kot je bilo brati, delali proti priznanju, ne. Imel je tudi delo, je imelo, mislim, da prejšnjo sobotno en slavospev o njemu. Ampak on je tukaj bil, veš, on je tukaj bil v javnosti, on je tukaj se izjasnjeval. Ja, Recimo absolutno. Maše Kociper jaz nisem videl nikjer, ne. Bila je na soočanju v ponedeljek za referendum. Kje? Viš, čakaj, v ponedeljek je bil tudi na železničarski muzej, ne. Ja, no, evo. No, ampak zanimivo, veš, jaz bi v bistvu od vseh od GS-ja, ki so na kandidatni, najmanj bi se mi zdelo, da jih bo prav Volk dobil. Ampak evo, vidimo, bomo videli. No, zdaj imamo 4 napovedi, zdaj lahko pogledamo, kateri kandidati se na vseh 4 napovedih uvrstijo po našem mnenju v parlament. Ne dvomim, da si Štefi tole zdaj vse zapisala. Veš kaj, ja, tako, to sem si sproti, ker sicer bi mogla vas pol še enkrat poslušati, kar ne, hvala. Tomca Zver sta se pojavila, pa Joveva, potem se je pojavil Nemec, pa Tonin. Teh 5 je po našem mnenju. Teh 5 je tako. In to pridemo, Andraž, pridemo pa spet do tega, kar si ti nekoč že govoril, da 5 je zihar, 3 so pa v igri, ne? 4. 4, ja, lej, butel, ja. Ja, teh 5 bi se upala reči, pol naprej, pa no, jaz bi 6 si jih upala tudi Prebiliča. Jaz bi tudi Prebiliča si šel podledu do zrane. Moramo da disclaimer nujno, ne? Na vseh volitvah zadnja leta še posebej se odločajo volivci v zadnjem času. Na teh volitvah bo višja deležba, to smo se tudi strinjali. Gre za volivce, ki se do včeraj morda še niso čisto res ukvarjali s tem. Jaz sem včeraj govoril z, na primer, mojim najstnikom, tipičnim predstavnikom generacije Z, ki je zdaj se končno odločil, da bo šel voliti. Seveda sem ga to vprašal, koga. Je rekel, pojma nimam, ker ne vem za nobenega nič, moram še vse raziskati. Skratka, on bo šele začel raziskovati in verjetno ni edini tak primer. Danes so še soočenja, jutri so še ene raziskave, skratka, za res take konkretne napovedi ne bi bilo boš počakati še na to, ampak ker snemamo pa četrtek zveri, ne bo tako. Hočem sam povedati, ker smo resen političen podcast. Ker smo resen političen podcast, tako. Da se lahko do nedelje še kar nekaj stvari spremeni, ker se tudi na teh volitvah četrtina, če ne celo 30% ljudi odloča res v zadnjih dnevih ali celo na dan volitev. Mimogrede, zdaj, ko snemamo, torej četrtek zjutraj, a je poleg mene še kdo od vas že volil? Ja, jaz. Ne. Jaz ne. Jaz grem takoj po snemanju. Aha, ok. No, ker jaz tudi še ena iz terena, ne samo iz Kočevskega volišča, tudi seveda moraš iti v teh dneh k frizerju, frizerki, ne, da zveš, kaj se dogaja. In sem slišala 2 gospe, ki sta se med sabo pogovarjali, so pa volitve, je ena rekla, kakšne volitve? Kdaj so volitve? Kdo pa so sploh? Skratka, no, o tem govorim. Mi smo res veliko notri, ampak to je bilo velik odstotek, ki nima pojma, jih ne zanima in ne gleda soočenja. Jaz sem ta teden delala, to se dostikrat pogovarjamo malo iz terena, kaj slišimo. Že leta delam delavnice na temo medijev, družbenih omrežij, spremljanja politike in tako dalje. Še nikoli takšen odstotek in takšna namargodenost na medije, vse manj jih spremlja tradicionalne in v zadnjem obdobju celo pogosteje slišim, da jih je vse manj tudi na družbenih omrežjih oziroma se zapirajo skupine, se veš, WhatsApp, Signal, Viber skupine in podobno. Politike pa vse manj. Na podlagi tvojega vzorca bi lahko sklepali, da bo udeležba vsaj 50%, ne? Ne, nasprotno. Come on, no 200 bili, pa ena je vedela, druga ni vedela. Kaj zdaj, dej? No, mi smo skratka udeležbo od 35,36, najmanj Antiša in najvišjo Aljaž 41,02. No, okay. Ko mi čakam, da bo nedelja ob 11. zvečer, ko naj bi izvedeli prve resne rezultate. Hotel bi sam še dodati, da je DVK že objavila rezultate včerajšnjega predčasnega glasovanja. Še malo več kot prvi dan, 20,000 pa še neki in smo na 2,5% že 5 let nazaj, čeprav še enkrat ni primerljivo po mojem mnenju, je bilo pa 1,84 za vse 3 dni skupaj. In gremo na politbizarko, ki jo nekateri že
smo v nizkem štartu, da jo povemo. Torej, recimo, Antiša, kaj si izbral ta teden? Presenetljivo, glede na to, da sem vstopil v oddajo brez prave ideje, potem sem pa idejo dobil, jo artikuliral in jo bom zdaj iznesel. Meni se zdi bizarno, resnično bizarno tekmovanje v tem, katera zastava tuje države naj visi na pročelju slovenske vlade. Mi vemo, da ko je bila SDS na oblasti, v enem obdobju tam visela tudi izraelska zastava. Imam prav? Res je? Je bilo, Pa ukrajinska? Pa tudi ukrajinska, če se ne motim. No, zdaj imamo pa nadaljevanje in smo obesili palestinsko zastavo. In zdaj, tekmovanje v tem, nekem performativnem aktu, če hočete, se mi zdi tako precej prazno, izpraznjeno simbolike in v bistvu ne pomeni ničesar. Jaz recimo bi se temu absolutno izognil, če bi bil predsednik vlade, pa mi steči ne bo treba biti. Zdaj pa, da pa to pa še problematiziramo, o tem polemiziramo v državnem zboru, ali kje je že to bilo prek javnih izjav in novinarskih konferenc, mi zdi pa res bizarno. Ok, tekmovanje za stavami. Andraž? A smo pri bizarkah, a ne? Ja. Jaz bom pa spet kandidiral za zmago na zadnjem mestu in sicer bom kandidiral kandidata Grošlja, ki je včeraj ali predvčerajšnjem, kdaj je že izjavil, čisto resno, da je bil po njegovem mnenju on deložiran na 8. mesto, takrat še na listi GS, po nalogu Aleksandra Vučića, ki naj bi to sporočil prek svojega prijatelja Zorana Jankovića in ta prek svojega nekdanjega političnega partnerja Roberta Goloba dosegel, da je bil razlaščen z 1. mesta in deložiran na 8. in potem vemo, kaj je sledilo. To je pa po mojem mnenju bizarka tedna. Ta je kar močna, ta je kar močna. Mislim, glede na to, da verjamejo zaroto, je mogoče izbral napačno stranko. V resnici bi mogel biti nekje drugje. Ampak glede na to, da je Golob dejansko on a weekly basis nekje z Jankovićem, da Janković redno potuje na shode od Vučića, da je Vučić javno disal Grošlja, ne tako nemogoče. Klasična zarota, Štefi, klasična zarota. Lejte, zarote. Jaz. Moja bizarka pa je dejansko vsa ta proceduralno-referendumska, oziroma poslovniško-referendumski clusterfuck s Palestino, ki smo ga gledali v torku v parlament. Mislim, da smo o tem dovolj povedali, ne rabim razlagati, ampak a sloh še bolj neumen. Kaj? Ja, vse, mislim, in unika buldožirajo poslovnik, zato, ker so končnike za 3 dni pred volitvami so jim zrasla jajca. Pa tudi, razumeš, ko uničuje Janža, ko uničuje še zadnje elemente direktne demokracije, zato, da Golobo nekaj ne bo ratal, pa pizda materij. Oboje daš noter. Dejansko tako, poslovniško-referendumski clusterfuck. Evo. Lep naslov, ja. Hvala. Jaz Sem se pa... potrudil. Ja, zelo. V kampanji je res veliko bilo bizark. Meni je ena izskočila, in sicer, ko je bila debata v državnem zboru okrog Palestine, pa so si res v različnih poslanskih skupinah dali duška, ampak ne morem mimo poslanca NSI Jožefa Horvata. Torej, izjavil je, medtem ko je govoril o priznanju Palestine, namreč, da je za predsednika NSI Tonina je rekel, da je bil najboljši predsednik državnega zbora v zgodovini. Zdaj, ne ocenjujem kvalitete od Tonina, ko je bil predsednik, ampak Tonin je bil predsednik državnega zbora od 22. junija 2018 do 23. avgusta 2018. Torej, poleti 2 meseca in od tega je bil 1 mesec parlamentarnih počitnic. Tako, po mojem je ta časovnica... Lahko v tem času zelo malo lahko zamočeš. Lahko tako interpretiraš. Se nisem bila pozorna na Tonina v trenutku, ko je njegov kolega Horvat poslanski to rekel, tako da po mojem bilo še njemu malo nerodno, je pa izjava v bistvu v ogledalu aktualnega stanja v naši, pa ne samo naši politiki, kjer
ko smo na oblasti, tako dobro še nikoli ni bilo, ko smo opozicija, v prepad nas peljejo, skratka, naši so najboljši, vaši so najslabši. Tako da moja politbizarka, Tonin kot GOAT, greatest of all time. In zadnjih 30. No, jaz bom zadnji, če vas ne moti, tako da kar izvolite. A sem lahko jaz prvi? Dej bot, no. Prosim. Ker se ti mudi nekam. A sem že predlagal na Netflixu Maestro in Blue? Sem, a ne? Že tretja sezona. No, pa to krat ne bom. Ne. Bom pa predlagal en zgodovinski dokumentarni film, oziroma dokumentarni film na temo zgodovine in zgodovine prepletene s sedanjostjo, pa sedanjosti prepletene zgodovino. Na TVS v nedeljo zvečer, malo po 10, je bil ameriški dokumentarni film Pomen Hitlerja. Zelo zanimiv pristop, namreč to, kaj se mi iz tistega, čemur smo oziroma so bili priča v 30. in prvi polovici 40. let prejšnjega stoletja, kaj se lahko naučimo za današnjo rabo. Zelo zanimivo, zelo poučno, marsikaj od tega, kar je tam videti, seveda vemo iz zgodovinskih učbenikov in zgodovinskih lekcij, ne? Ampak tako sintetizirano, združeno in z enim novim fokusom se mi zdi pa zelo zanimivo, zelo poučno in zelo uporabno. Žal tudi zelo uporabno za današnji čas. TV Slovenija, nedelja 22:15, Pomen Hitlerja. Hvala, Antiša. Andraž? Ja, jaz bom pa mogoče malo Aljažu Brk, čeprav ne sploh namenoma, ampak sem že dvakrat malo provociral s tem, da je Star Trek najboljša vesoljska telenovela, ne. Bom pa omenil, da se Dajmo naslednjih nekaj minut zelo previdno se sprehodimo čez njih, prosim. A to je tako, kot v 300. Choose your next words wisely. Okay, ja, zadnjih 30, se ne prekinjaljaš. Zadnjih 30. Priporočilo, namreč zaznal sem, da se na HBO Max, ki bo ponovno samo še Max, HBO že bledi, če je pozorno oko to, kakšno še opazilo, se daje, kot se reče, eden najboljših science fictionov za moje pojme, taka klasika, ki je tudi sicer zelo stara in tistim časom primerno malo tripovska, namreč Close Encounters of the Third Kind, Spielbergova in sicer Director's Cut. Skratka, če ste ljubitelji tega filma, priporočam ogled Director's Cut. Jaz ga sicer moram priznati, če nisem pogledal, nisem še utegnil, ampak ne, priporočam za vse ljubitelje, tudi jaz ga bom slej, ko pride na vrsto. Bližnja srečanja. Čakaj, kako je naslov? Bližnja srečanja tretje vrste, Close Encounters of the Third Kind. To je pač klasika, to je sci-fi klasika. In je pristno tripovska, da tako rečem, ne, s tistimi lučkami, tako da nam preveč povedal, pač taki časi so bili takrat. Ne. Moram pa priznati, da sem pa jaz ta film prvič gledal, ne vem čisto točno kdaj, bil sem polnoleten, da ne bo zadrege, bil sem pa fino zadet in moram priznati, da to tudi bil kar poseben moment, posebno doživetje. Spričo referenduma v nedeljo, če imate, si pa prvošče še tako, a ne. Dobar, jaz vam pa zdaj že vidim na zalogo vzdihovanja, ampak ne od vas, no. Ali pa vsaj od enega. Priporočam knjigo Elon Musk, Walterja Isaacsona, zajetna biografija o podjetniku, enem najbogatejših zemljanov. In ker sem se pač želela podučiti o njem, sem jo vzela v roke, ne glede na to, da nisem njegova fenica, njega kot človeka, sploh kaj zadnja leta govori in tudi podpira, ampak pod črto. Naredil je par podjetij v karieri, ki premikajo meje. Tesla, SpaceX, soustanovitelj PayPala, Starlink in tako dalje. In kot je pogosto primer, geniji na eni strani so na drugi lahko tudi totalni bebci. Musk očitno ni izjema. Isaacson ima za pasom že nekaj biografij, dobro je napisana, imel je konkreten dostop do Muska. Sam tudi vem, kritike knjige brala, vedno so, ampak če hočete vedeti več o nekom, ki je all over in na svetu danes vpliva na veliko stvari, je ta biografija, se mi zdi, kar dober začetek. Tako da Elon Musk, Walter Isaacson. Zdaj sem pa jaz na vrsti. Sem imel ful enih, sicer niti ne pripomb, Andraž, ker dober izbor, čestitam. Ampak trivije, ampak bom pol povedal v offu.
če bo cajt. Mojih zadnjih 30 je najprej seveda pejte volt. Hashtag uporabi svoj glas, ker če ne boste volili vi, potem bo namesto vas volil nekdo drug. Ampak, potem, ko boste volili, ko boste prišli domov, ko boste ugotovili, da ste opravili svojo državljansko dolžnost in pravico, a mi lahko prosim, kdo pove, kako v pizdo matre se znebim teh polžev. Polnih ima na vrtu, če imate vrt, gotovo imate iste težave, podobne težave, lezejo povsod, takoj, ko pade mrak, se je tako, kot eni take mehni zombiji, prelezejo, posodijo pa solato, pa paradižnik, pa kar gor po zidu, grozen je. Včeraj sem po noč šel ven na balkon, ni na enega stopu, skratka. A ima kdo kakšen nasvet, kako se znebiti ali pa saj omejiti to polžjo zalego v tej vrtnarski sezoni? Lahko pisno, lahko pošljete voice, karkoli že, ga bomo dali v naslednjo epizodo. Jaz sem obupan, prosim, pomagajte. Ampak, če lahko, ne, jaz imam nasvet. Ne, pisno ali pa voice za naslednjo epizodo. Šitno, pa imam res dobrega. No, pa dej, da vidimo, če se bo narod strinjal. Ampak prosim... Dobar, ti bi se rad znebil tako, da ne bi nobenemu nič naredil. Ne, crknejo, ne zanima me. Ok, pol vzameš, veš kaj vzameš? En zelo dolg žabu. Ne oni klasični mečkeni, ki sliko gor pa šponaš. Zelo dolg žabu in jih vsazga, recimo, greš pač ene parkrat čez in jih nabodeš gor, kot naražen. Jih obeseš v gnus in v example ostalim? Tako. In to daš na en kupček, da ostali vejo. Sicer boste videli, ker predvidevam, da govoriš, jaz tisti, ki imajo hiško, tistih ne smeš. Ne, o lazerjih tisti je pač njihovo. Ja. Govoriš o lazerjih, teh grdih oranžnih. Invazivni španski lazerji. Ja. So prišli, oni se sicer boš videl... Z nekimi sadikami, zato se jim reče španski lazar, v ne vem kjerih letih, 30-40 let nazaj. Nekimi sadikami so se takrat razširile po Sloveniji, so prišli tudi lazari. To je jebem. Invazivna vrsta. Skratka, daš jih na kup, da ostali vidijo, kaj se jim lahko zgodi. Ampak hecno je, da jih daš na kup, pol se mi zdi, da en drugega mal žrejo. Veš, da so še kar. Ampak skratka, to je ena. Jaz vem, eni uporabljajo to, da jih dajo veliko soline, tiste, ki jih naberejo, da jih to tudi uniči. Meni se to zdi kruto drugače. No. Ampak bom z veseljem poslušala še kaj drugega. Zbiramo na svete in to je... Ampak ne kemikalije, ne? Ne kemikalije, druge načini, ker nočeš, da ti to v sadeže in zelenjavo gre. Ne, jaz bioeko sem tako, imam tak zelo... Ko bi temu rekel, zdravorazumski pristop. Malo je treba, ne? Ampak glej, ta hip imamo široko mrežo smo vrgli, karkoli veste, da dela, karkoli za vas dela, prosim, delite z nami in svet. Dobar, lepa. Hvala lepa, to bi bilo to v tokratni epizodi. Pejte volt, ne, drugega ni. Tukaj za prepamet, pa držimo pesti za zmagovalce, ne, da gremo pol v Latvijo. Eni gremo že zdaj. Pa brez zamere.